Ok, Nataša, kdaj si za veganstvo slišala prvič? Za veganstvo sem slišala pri 19 letih. Čak, še enkrat moram to razpeljati. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Moje ime je Nataša, prihajam iz Ljubljane, sem mamica 2 otrok, 3,5 pa 5,5. Sem predsednica društva Svet staršev, veganka sem bila prej 2 leti, ponovno pa smo začeli v družini veganstvo prakticirati letos poleti. Za veganstvo sem prvič slišala pri 20 letih, ko sem spoznala enega fanta, ki je bil vegan, tako da je bil ta potek veliko lažji. Tudi kuhali smo v veganski kuhinji, lahko smo bili prostovoljci tam, tako da smo spoznali vse recepte pa vso hrano. Na to sem gledala pri 19 letih zelo enostavno, ker pri 19 letih gledaš na te stvari. Simpel, ne? Družba je, kuhna je, skuhaš, ješ, sit si, nobene komplikacije. Prelomna točka je bila zdravje. Jaz sem v bistvu dobila neko čudno srbečico brez znakov, potem ta nihanje razpoloženja, izpadanje las, tako en kup glavoboli, migrene, nenormalne migrene. In me je mož opozoril na morebitni diabetes. In sem jaz potem takoj šla zdravnici, ker ipak, ko vodiš nekaj tako velikega in širokega, kakor je društvo, in ko imaš otroke in družino, si ti ne moreš prvoščati zdaj nekih bolezni, meni je bilo to logično. In sem potem šla zdravnici dati kri, ampak ker sem poznala kuhno, pa recepte, pa hrano, sem se avtomatično odločila, malo sem še pogooglala, takoj sem najdla slovensko vegansko društvo, takoj sem najdla recepte, takoj sem najdla odgovor na nek način. In sem takoj odrezala, radikalno sem odrezala in sem rekla, ok, da vidim, če to ne samo zmoram, če se to res da dokazati. Tako da mi smo šli potem na morje in so meni na morje klicali zdravniki, da je v bistvu situacija toliko resna, da prosijo, da čim prej pridem jaz na pregled, pa na ponovno dajanje krvi, pa na ultrazvok ščitnice. Sem rekla, zdajle tole ne bo možno, malo sem si tudi čas kupovala, sem rekla, zdajle tole ne bo možno, ker sem na plaži, galebi letijo, sonce sije, valovi valovijo, ne bo zdajle možno. Pridem pa vsak čas. Tako da v bistvu po 14 dnevih, ko sem prišla domov, sem šla seveda zdravniku, na kar so pregledali ščitnico in bili že malo presenečeni nad rezultati, ker jaz sem v bistvu že malo zavlačevala in že zdravo jedla. In so potem oni, glede na to, koliko je zanihalo na bolje, so napisali, ok, še malo moramo počakati, so rekli, in so napisali brez specifičnega zdravljenja. Tako da sem jaz pol ugotovila, da ok, to je prelomna točka, hrana deluje, zdaj moram pa so rekli, še en pregled imate. In sem rekla, ok, postrajala bom še do tistega pregleda, ker sem jim že malo dokazala, hkrati sem jim tudi povedala, da slediti malo prehrano, jaz sem zdaj veganka, kaj mi priporočate, moram še kaj jemati, kakšne imate tudi vi izkušnje z vegani, tako na lepem nivoju smo se pogovarjali. Tako da ravno včeraj sem imela pa ta zadnji pregled, kjer so pa ugotovili, da nadaljnje zdravljenje ni potrebno, tako da v bistvu sem zdrava. Ja, prehod je potekal zelo radikalno, jaz sem poznala že kuhno, recepte, vsebino hrane, tako da sem v bistvu čez noč odrezala jajca, mleko, mlečne izdelke, vse meso, mislim tako. Če sem kaj pogrešala, imela sem cravinge, ampak bolezen je bila močnejša od tistega pogrešanja, tako da jaz dostikrat malo sebično rečem, da imajo srečo tisti, ki zbolijo, pa se potem s tem pozdravijo. Ker jih tudi družina drugače gleda. Družina jih spodbuja k temu, samo da se pozdraviš, samo da boš v redu. Tako da je neki kanček sreče v tem, pa kanček znanja, da se malo zbolimo, pa da se pa pozdravimo. Zdaj, veliko lažje, če imaš družbo tako, to je zdaj zelo veliko lažje, zato tudi zelo veliko pomena dajemo na to, da se podobni s podobnimi družimo.
Pa da zdaj, ko obstaja ta skupina vegetarijanci, vegani in presnojedji, zelo veliko ponuja tudi teh receptov, pa zelo veliko ponuja tudi tega načina življenja. To je zelo pomembno, da se v bistvu vidimo, da se družimo. In takrat je bila tudi družba zelo veliko vplivala na to, kaj smo jedli, kako smo si kuhali, pa enostavnost, predvsem, da smo bili enostavni. Naše prehranjevanje ne zahteva komplikacije, je veliko bolj enostavno, kot vsa druga kuhinja, v kateri se pripravlja razne jedi. Bili so zelo skeptični, da je veganstvo tista pot, ki bo to rešila. In so bili zelo tako, ok, tvoja odločitev, tvoja hrana, tvoj denar, ti delaš s tem, kar hočeš. Jaz sem se odločila, oni so videli, da to je odločitev, potem so pa najbolj zdaj vidijo rezultate. Želeli so si, da sem zdrava, tako kot sem si jaz želela, da sem zdrava. In zdaj, ko sem zdrava, vidijo, da to je rezultat in to je najbolj pomembno. Znala sem povezati, sam okus je bil tisti. Toliko je bilo okusno. Toliko okusno naredijo. Zdaj ne več, zdaj nimam tega cravinga. Vse mi je jasno, razumem tudi, ko vidim žival, ko jo pogledam v oči, imam že solze, se že brišem s komolci, ampak prej sočutja do živali nisem imela toliko izrazitega. Zdaj, ob taki podpori veganov, se mi je zelo razvil občutek za živali. Ob taki podpori. Da so res so močni na temu, zelo močna čustva imajo do živali. In mislim, da je bilo že nekje v 3-4 tednih v enem mesecu, ko sem jaz to točno začutila, to sočutje do živali. In prej nisem toliko razumela, poglejte to žival v oči, pa povejte, če jo lahko ubijete. Danes mi je pa jasno. Danes pa res vidim, kot so človeka gledam živali. Žival je žival in čutim to. In tudi zadnjič smo gledali en posnetek in sem bila čisto v solzah. Tudi doma, ko smo ga gledali, sem bila čisto v solzah, sem rekla, ne moram verjeti, da se to dogaja. To pride samo s podporo veganov, aktivistov. Ne, to ne. To ne, ker so skrivali to pred nami. To se ni gledalo, to se je skrivalo, ali pa je to bilo rezervirano samo za odrasle moške. Mi smo dobili samo izdelek na mizi in navodilo, to je dobro za tebe, to je, da ne boš lačen. Kot otrok sprejmeš, kar ti dajo. Zdaj pa, ko otroku poveš, od kje to prihaja, njemu tako logično v 2 klikih, da to ni prav. To je najbolj zanimivo pri otrocih. Delo v društvu Svet staršev poteka tako, da se v bistvu starši lahko obrnejo na nas, v zvezi s prehrano, obnašanjem, medvrstniškim nasiljem, raznoraznimi problemi. Potem mi staršem predstavimo 66. člen ZOFVI-ja. To je v bistvu starševska pravica, preko katere lahko starši uveljavijo svoje argumente za določeno problematiko v šoli. Staršem pokažemo tudi, da se da ustvariti delovna skupina, na katero se potem oni tudi obrnejo. Njihova hkrati obveznost, kot tudi pravica pa je, da v tej delovni skupini lahko sodelujejo in ji ponujajo vse informacije in vse argumente. To starši delajo sami in ko so dovolj aktivni, jim v bistvu mi tudi pomagamo s pomočjo ministrstva in določenih informacij, da v bistvu pridejo do nekih rezultatov. Prej, ko sem bila vse jedka, mi je bilo zelo, mislila sem, da je naporen prešaltati, preskočiti na vegansko prehrano. Malo je tudi zdravje vplivalo na to. Potem pa, rabila sem nekje en teden, 14 dni, pa sem v bistvu dojela ves pomen veganske prehrane. Tako da res vsakmu svetujem, ni toliko težko, upajte si, ne se bati veganske prehrane, odlična je.
Kaj bi še kaj povedala po moji? Ne, Ja, meni je kul. Če vidva zastopta, je meni, a veš kako je bilo, ko je Aleksandar Veliki pisal zakone. A veš kako je pisal zakone? Aleksandar Veliki je pisal zakone in pa prav pisatelju zakonov, pridi sem, ne, dođi vamo, pa prav, raztolmači muju, a veš, muji, ne, pa prav, mujo, da razumiješ, pa kaže mujo, ne razumem, pa on kaže, piši ponovo. Tako da, zdaj, ko ste razumela, je meni tako kul. Ko sta vidno štekala, mi jasno, da bo vsak štekal. Pa sva mujo videla. Ne!